V četrtek, 22. marca 2012, je v dopoldanskem času v Slovenske Konjice prišel na obisk predsednik republike dr. Danilo Türk, kjer se je srečal z županom občine Slovenske Konjice Miranom Gorinškom in predstavniki občine Slovenske Konjice, ki so mu predstavili delovanja in projekte občine. Obiskal je še gimnazijo Slovenske Konjice in Žičko Kartuzijo, v kateri je po 5 letih od zadnjega obiska opazil velik napredek. Predsednik republike je obiskal tudi podjetje SG Avtomotiv, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje elektronskih sklopov in kabelskih setov, kjer se je srečal z lastnikom in direktorjem podjetja Robertom Grahom in si ogledal proizvodnjo v podjetju, ki ga je označil za visoko tehnološko podjetje z odličnimi rezultati in tržnimi dosežki ter razvojem, ki se mu zdi še posebej zanimiv, saj je vezan tudi na tako imenovane BRICS ekonomije, kjer se kaže ena od ključnih smeri industrijskega razvoja, kar je nujna sestavina celotnega gospodarskega razvoja v naši državi. Dobro, čisto na kratko, jaz sem danes na obisku v občini Slovenske Konjice, ki je občina dinamičnega razvoja in zanimive poselitve. Ima odlično geografsko lego in zelo razpršeno poselitev, kar je dobro, kar je naredilo bivanje v tej občini zelo prijetno. Ampak seveda s tem gredo tudi nekatere težave pri razvoju infrastrukture, o tem smo se danes tudi pogovarjali. Razvoj zahteva še dodatno delo na občinskem prostorskem načrtu, zahteva dodatno delo pri razvoju infrastrukture, vključno s čistilnimi napravami. Skratka, tu bo treba še nekatere stvari postoriti. Hkrati bo treba poskrbeti za varovanje okolja in občina bo s tem seveda napredovala v okviru ene širše regije, ki pa je v Sloveniji razvojno ena najbolj zanimivih. Razvit ima turizem, razvito ima kmetijstvo, ima odlično geografsko lokacijo in seveda, to bi rad posebej poudaril, ima tudi industrijo. Tu smo v podjetju Grah Automotive, ki je visokotehnološko podjetje z odličnimi rezultati, odličnimi tržnimi dosežki in z razvojem, ki se mi zdi še posebno zanimiv, ker se veže na temu, kar pravimo BRICS ekonomije, tudi na Rusijo, Nigerijo v zadnjem času. Skratka, tu se kaže smer, ena od ključnih smeri industrijskega razvoja pri nas in industrijski razvoj je nujna sestavina, mogoče celo osrednja sestavina celotnega gospodarskega razvoja in za to moramo skrbeti. Tudi na ta način se odpirajo možnosti za zmanjševanje nezaposlenosti, ki je v tej občini previsoka in daje se potem tudi dobra osnova za vse ostale dejavnosti. Jaz sem danes obiskal tudi gimnazijo, se srečal z dijaki, s profesorji, imajo odlično stavbo in seveda je tukaj šolanje prijetno. Obiskal sem tudi Žičko Kartuzijo in seveda moram reči, da po 5 letih vidim, kako lep napredek je bil tam narejen. Skratka, ta celota je tu zelo impresivna, ampak seveda jedro te celote je gospodarski razvoj, razvoj infrastrukture in varovanje okolja. Kaj pa se pa najbolj presenetilo po 5 letih, kot pravite, da ste se vrnili sem? Torej, jaz se tukaj velikokrat nahajam, veste, tudi grem na Roglo in podobno in seveda vidim, kako se razvoj tukaj lepo odvija. Rekel pa bi, ekološkim temam je treba posvečati čim več pozornosti. Tako sem danes na primer slišal, da je v coni nekdanjega usnjarskega podjetja prihaja od časa do časa do izpustov, kar ni dobro, kar je tudi seveda protipravno, ampak predvsem ni dobro stališča ekološke zaščite in tu je treba poskrbeti za boljše inšpekcije in za več učinka. Govorimo o nekem problemu, ki seveda ni odločilen, ampak je važno, da ga razumemo njegovo pomembnost. Sicer pa moram reči, da me, rekel bi, prijeten ambient vedno znova tu impresionira. Ni presenetljivo, da se ljudje sem priseljujejo, tudi vidim, da se gradnja nadstandardnih stanovanj razvija naprej in da je na ta način to postavljeno okolje, ki je stališča Slovenije eno najprijetnejših za bivanje, za šolanje otrok, za vse, kar tvori kvaliteto življenja. Verjetno so vam danes predstavili tudi načrt z Žičko Kartuzijo. Ja, gledajte, to je del ponudbe, ki jo seveda potrebujemo, ki jo moramo razvijati. Mislim, da je kultiviranje naše krajine, življenja in seveda tudi turizma, ki mora na nek način dati vse možnosti naši kulturni dediščini,
rekel bi, taka pomembna razvojna dimenzija, ki je tu lepo predstavljena. Pripoveduje mi o tem, da je v poprečnih sezonah tu okrog 20.000 obiskovalcev na leto, kar je že zelo lepa številka. Verjamem pa, da se da ponudbo še bolje povezati s siceršnjimi turističnimi tokovi in da bo potem ta razvoj, ki ga Žička kartezija kaže, ki se že zelo lepo vizualno vidi, še boljši. Seveda je tam tudi zdaj vinska klet, kar je tudi dobro, da se izkoristijo kletni prostori te stavbe. Verjamem, da bo vse to naredilo turistično ponudbo še bolj kompletno. Imeli ste zanimivo srečanje z dijaki, mogoče pripravili so vam tudi nekaj vprašanj, tisto osnovno sporočilo, če strnemo. Mlada generacija. Za mlado generacijo je treba danes poskrbeti in ključno, kar moramo narediti v tej državi, je reformirati trg dela na način, ki bo zagotovil mladim ljudem dovolj zgoden vstop v delovne procese in dovolj stabilna delovna mesta. Mi imamo tu nekakšen krč, ki že zelo dolgo traja, imamo študentsko delo, prekarne zaposlitve, imamo zelo nefleksibilen in nemodern trg dela in tu bo treba narediti spremembe, ki bodo hkrati zagotavljale varnost. Jaz bi rad posebej poudaril, reforme ne smejo biti razumljene kot nekaj, kar naredi varnost zaposlitve šibkejšo, ampak nasprotno, kar mladim ljudem omogoča bolj varno zaposlovanje, kot je to primer sedaj. To bi bilo moje osrednje sporočilo. Veste, ker je zanimivo videti te mlade ljudi, ki so seveda imajo to srečo, da se šolajo v eni zelo lepi in prijetni šoli, ampak potem se človek vpraša, kje bodo ti ljudje delali tam čez 10 let. Kakšne možnosti bodo imeli, da se ekonomsko vzpostavijo, da vzpostavijo družine in podobno. In to je tisto, na kar moramo najbolj misliti, ko se pogovarjamo z mladimi ljudmi in ko se pogovarjamo o prihodnosti Slovenije nasploh. In seveda morate vedeti, vse to je povezano z gospodarstvom. Graf Automotive je zelo zanimivo podjetje, ki je tako rekel na en naravni in kreativen način povezano z okoljem. Tukaj je dobilo delo lepo število ljudi, žensk, ki delajo v tem podjetju, stalno zaposlitev je tu podana in seveda širitev te proizvodnje je za slovenski razvoj ena pomembnih, rekel bi, prioritetnih vsebin. Brez modernih industrij ne more biti resnično dobrega razvoja. Seveda potrebujemo celoto, potrebujemo vse, ampak v jedru tega pa je imeti napredne industrije. Jaz ne vem, gospod Grah, kaj vi pravite? Tako je, brez razvoja, mislim, da še posebej po avtomobilski krizi oziroma po celotni krizi, ki se je pojavila leta 2009 in se nadaljevala do 2010 oziroma se še kar vleče, mislim, da je še toliko bolj postalo vsem podjetjem jasno, da brez lastnega razvoja ne bodo mogli živeti več. To, da dobiš naročilo po nekih načrtih, katere je nekdo drug delal, to je že zdavnaj zamrlo. Mi moramo sami razvijati, bi se navezal nazaj na šolo. Če pa hočemo razvijati, rabimo pa kvaliteten kader. Kadra v Sloveniji, kar se tehničnega tiče, primanjkuje. Ni dovolj inženirjev, ni dovolj tehničnega kadra. Zakaj? Ker se pač več ali manj, jaz bi rekel, mogoče celo popularizirajo družboslovne fakultete in se bistveno več študentov oziroma dijakov piše na družboslovne fakultete, kot pa na fakultete za tehnično. In če ne bomo imeli dovolj dobrega kadra, mislim, da tudi Slovenija ne bo imela dobre perspektive v tem pogledu. Razvoj je generator celotnega podjetja in vlaganje v razvoj je nujno potrebno. Mi vlagamo preko 3% na letnem nivoju v razvoj in investiramo, kolikor se le da, za to, da lahko širimo proizvodnjo. In tudi po rezultatih, ki jih imamo od leta 2009 naprej, kaže resnično eksplozivno rast, zelo dobro rast in tudi v naslednjih letih se bo to nadaljevalo, sicer deloma tukaj, ampak v veliki večini pa tudi v tujini. Lahko vseeno malo o teh rezultatih od lani poveste? Ja, lansko leto smo, če gledamo v celotni skupini, zaključili za 83 milijoni evrov prometa, letošnjo leto je planirano 136 milijonov prometa, potem za 2014 smo že preko 180 in tako naprej. To pomeni rast, zelo dobra rast, res je iz naslova novih produktov, ki smo jih sami razvili, to so pa solarne oziroma cestne svetilke na bazi LED diod, kjer smo praktično prisotni z
mreže v celem svetu z našimi lučmi, to je en del, drugi segment so pa nove indukcijske steklo-keramične plošče, katere proizvajamo za znane kupce in tudi tam nam raste prodaja iz meseca v mesec, oziroma zdaj smo šele začeli, ampak imamo že podpisanih pogodb do 2014-2015 leta, tako da samo širitev. Zdaj, koliko je bilo zaznati nekaj vse finance, recimo sem nekaj prav temi indukcijskimi pečicami, so neke težave pri nas, kar se tiče proizvodnih kapacitet. Ja, mi smo, ja. V čem je problem? Mi nimamo prostorov dovolj. Vse to, kar smo si danes ogledali, dobro kaže na to in za to proizvodno mi rabimo kar precej veliko halo in pač gledamo, kam nas vabijo. In če gledamo recimo, da je v Sloveniji tako težko zgraditi en objekt, mi imamo ta objekt tukaj, to zemljišče tukaj, katero smo imeli že vse načrte gotove, to lahko gospod župan potrdi, vse je pripravljeno bilo tudi za gradbeno dovoljenje, ampak na koncu nas je ta kmetijski zakon iz lanskega leta udaril z dodatnimi 800.000 evri, ki bi jih morali plačati za spremembo tega zemljišča v industrijsko zemljišče, oziroma vse je industrijsko, ampak iz kmetijskega v stavbno. Zdaj mi pa povejte, vi, kdo v tej Sloveniji ali pa v tujcev bo prišel v Slovenijo investirati, če ga bo pa na začetku rekel, ok, zemljo sem kupil za 50 evrov po kvadratnem metru, potem, ko bo pa pridobival dovoljenja in bo prišel do vseh kompletnih papirjev, ga bojo pa še enkrat obdarili z novoletnim darilom še za enih 50 evrov po kvadratnem metru. Takega junaka ni. In Slovenija se mora enkrat začeti zavedati, da razen lepot, ki jih imamo tu, v tem trenutku mi ne moramo dosti ponuditi tujcem ali pa investitorjem iz tujine, ki bi prišli sem. Poglejte v Avstriji, primer, zakaj Avstrija? Saj je bil kot primer naveden. Nudijo za 15 evrov komunalno urejeno gradbeno parcelo, ampak komunalno urejeno pomeni, da je asfaltna cesta do parcele, da imamo na parceli stebriček za elektriko, za vodo, za vsem komplet. To pomeni, da ti nudijo dejansko vse, kar pa tukaj, ne glede na to, da je komunalno urejeno, moramo še določene stvari sami sfinancirati. In res, kar se tega tiče, me je resnično strah za Slovenijo, koga bomo mi še lahko Slovenijo pripeljali in s čim. Slovenija je že zdavnaj ni več low cost, nizkocenovnik, kateri bi se na neko delo tukaj osredotočil, ampak mora biti tisti, ki bo imel srednjo ali pa višjo dodano vrednost, to pomeni, bo moral razvijati. Ampak visoke tehnologije zlepa ne bomo dobili sem. Predsednik, to ni dobro, ne? Prav gotovo, da ne. Jaz bi to povezal z enim širšim strateškim problemom naše države. Veste, mi smo navajeni v Sloveniji govoriti kot o lepi deželi, ne? Ampak to naravno lepoto nam je dal ljubi Bog. Zdaj moramo pa sami narediti še kaj več. In seveda imamo industrijsko tradicijo, ne? Spet so ti kraji dober primer. Tukaj je Unior ustvaril eno odlično podlago za razvoj v nekem določenem obdobju. Ta razvoj ima svoje meje in seveda je še danes zelo pomemben, ampak treba je to industrijsko kulturo, industrijsko tradicijo razvijati naprej. Mislim, tradicija za prihodnje se razvija danes. In vse to, kar je gospod Grah povedal, so seveda ključne sestavine industrijske tradicije za prihodnost. In seveda mi bi morali sporočila, lekcije takih uspešnih podjetij zelo dobro razumeti in poiskati rešitve za to, da bomo lahko dosegli dovolj hiter razvoj. Mi danes pri teh razpravah o rebalansu proračuna vidimo, ne, kako pravzaprav uravnoteženje javnih financ zahteva varčevalne ukrepe. Ampak veste, samega varčevanja mi ne bomo naredili razvoja. Mi potrebujemo varčevanje zato, da je stabilen splošni ekonomski okvir. Ampak če bomo to imeli, oziroma ko bomo to imeli, bomo pa potrebovali to, o čemer govori gospod Grah. In to je seveda ta industrijska, rekel bi, kultura, ki se razvija zdaj za prihodnje. Smo ravno pri industriji, dovolite še eno vprašanje oziroma komentar glede Radeč. Ja, gledajte, jaz sem že večkrat rekel, da banke ne ravnajo modro v tej zvezi, da tukaj bi bilo treba poiskati skupen jezik. Vem, da nikoli ni en sam odgovoren dejavnik za neke težave. Jaz bi danes rad pozval banke, ki so vključene v ta projekt, v to razpravo, da z gospodom Tevžem, z sindikati, z gospodarsko zbornico, z vlado, da resnično sedejo skupaj z namenom, da se Radeče ohranijo. Ni nobenega razumnega, treznega razloga, da bi se dovolil stečaj Radeč. Če se bo to zgodilo, bo to velik znak nesposobnosti in rekel bi tudi neodgovornosti v ravnanju z pomembnim delom naše gospodarske baze.
In seveda ne govorimo o posledicah, ki bo to imelo za ljudi v radeški občini, kar je pa seveda potem še socialni in naposled tudi lahko politični problem. Tako da upam, da se bo moj poziv ob vseh teh, ki sem jih že povedal in tisti, ki jih pripovedujejo drugi, tudi kaj slišal. Ne samo to, ne smemo pozabiti, če že gremo na Radeče, kakšno zgodovino imajo Radeče, kaj so one sposobne delati kot mogoče edine papirnice v Evropi, od vodnega tiska in papirja za denar in tako naprej. To je praktično eno znanje, katero se je preko let, desetletij pridobivalo, bo zdaj šlo v nič. In to je škoda, tega ne smemo dovoliti. Tako stvar je treba razvijati naprej in ga držati, krepiti in še dodatno podpirati. Mogoče veliko se o slovenskih bankah govori, kakšne so vaše izkušnje z njimi, recimo? To bi prav dobro, kolikor se spomnimo. Glejte, problem ni samo bank posameznih, problem je celotnega bančnega sistema. Banke so se opekle 2009-2010 leta in danes, bom rekel, če se človek enkrat ga piči kača, se boji zviti vrvi. Banke se bi morale preusmeriti v projektno financiranje. To pomeni, nekdo pride za nekim projektom, v katerega verjame, katerega ima pogodbe in tako naprej in bi se morale potem tega financirati. Ampak vedno je vse skupaj povezano za zavarovanje. Več kot eno stavbo imaš, katera je vredna toliko, kot je pač vredna, na osnovi tega ne moreš dobiti bistveno več kredita, kot je to vredno. In to je tisti problem. Včasih je tega bilo posebno enostavno dobiti, bom rekel, projektno financiranje. Danes je pa to problem. Samo še to, mogoče gospod Grah, pred kratkim ste širili proizvodnjo v Srbiji, tam ste že nekaj časa prisotni. Lahko vseeno poveste, to, kar je tukaj, ni ogroženo kaj takega, da bi kadarkoli recimo vse skupaj. Poglejte, dovolj presegljivi. Ne, to ne. Prvo kot prvo, če samo en podatek povem, jaz živim v Konicah in tudi mislim živeti naprej v Konicah. In če že živim v Konicah, moram tudi za te Konice nekaj narediti. In za te Konice jaz mislim, da lahko največ naredim skozi stabilna delovna mesta, ohranjanje delovnih mest. Jaz mislim, da tu nobene bojazni ni. Ne vem, da ni nobene bojazni, da bi se tu karkoli zmanjševalo, malo gor, malo dol, ampak to je tisto, kar se pač normalno spreminja skozi naročila, skozi pogodbe in tako naprej. En del smo že preselili, en del še bomo preselili, ampak vse, kar bomo preselili, bomo nadomestili z novimi programi, kateri so pa malo bolj sofisticirani in niso toliko delovno intenzivni, kot pa to, kar je šlo v Srbijo. Hvala lepa.